Moj vtis iz programa je zelo pozitiven in za mene je to, ta projekt oziroma ta program predstavljal nekako logično nadaljevanje tega, kar sem prej doživljala. Za mene to pomeni preprosto prestop iz enega zelo vznemirljivega, žalostnega ali pa kakorkoli obdobja, ki ga končaš zelo oslabel, tudi malodušen, v pač korak proti normalnemu življenju. Recimo, jaz ocenjujem, da morda kakšnih 70% tega, kar sem prej počela, tudi zdaj že zmorem početi. Vmes pa nisem mogla prehoditi 100 metrov ali pa biti več kot 10 minut po konci, ne da grem počivati. V začetku seveda pojma nisem imela, kaj bi sploh potrebovala in tako naprej sem že začutila nekako potrebo, da se družim, da grem ven, ampak to je bilo težko, tako oslabel in tako. Ko sem enkrat šla na polikliniko na pregled, sem sredi prehoda za pešce, mi je zmanjkalo nog in sem padla. Seveda nisem mogla vstati, ne. In to je nekaj, kar te potem groza prime v kosti, da se ti to zgodi kjerkoli in sem se še manj gibala, kot sem se prej. Ta fizioterapija, ki smo jo v tem prostoru pač začeli izvajati, mi je od začetnega, da nisem mogla pač poklekniti ali pa se obrniti okrog ali pa dvigniti rok, ne. Jaz recimo nisem mogla bolj kot takole dvigniti rok, danes jih dvignem tako, ne, ker se nisem mogla zravnati v hrbtenici. Potem drug modul, ki se mi zdi, da je izvrsten, je pač ta psihološki, je na tistem področju, ki nas bolnike zelo tare, ne. Se pravi, občasno imaš kar malo depresije zaradi vsega, kar se dogaja, pa nimaš informacij, pa ne veš, kako bi si pomagal, pa začneš mleti kakšne misli v sebi, ki potem narastejo do ogromnih količin negativnih misli. Potem zelo dobro je, da prideš v stik z zdravniki, ne. Ne bom pozabila dr. Zupanove pa dr. Melkiča, kako sta odprto na vsako vprašanje odgovarjala v teh prehranskih delavnicah in tudi pogledala recimo na računalnik, če ti kaj s tvojo diagnozo ni bilo jasno, kakšne vrednosti krvnih zadev in tako. Nova poznanstva so zelo, zelo pomemben del zadeve, ker se v bistvu prvič srečaš s takimi bolniki. Mislim, ta bolezen, pri redkih boleznih je tako, ne, da smo zelo redki, ne, in da se zelo težko srečaš drugače kot nekako organizirano ali pa celo na isti misiji, ne. Odnos do življenja se absolutno spremeni, ko postaneš kronični bolnik. Doktor Zver je na enem seminarju pokazal te dejavnosti človeka pred boleznijo pa po. Vse se ti zreducira na procent tistega, kar si prej počel. Vem, da teči ne smem več, recimo, ne vem, na maraton pač ne bom šla več, ampak mogoče bom naredila 1/10 poti okoli Ljubljane zdaj ob tem pohodu ob žici, ne. Ampak to, da ne smeš pasti, mi je prineslo eno izkušnjo, da pač moraš stalno biti čuječ, da moraš paziti, kaj počneš. In to je super zadeva po svoje, ne samo, da ne padeš, ampak nekako tudi opaziš luštne stvari v življenju, mimo katerih bi sicer šel, ne. Rožica pa take stvari, ne. Glede na to, kako je bilo in na to, kaj sem pričakovala, sem danes drug človek z nekim upanjem.